Lepo pozdravljeni, Marko Pokorn je moje ime. Moram reči, da sem navdušen, prvič sem v tem prijetnem okolju, kot nekdo, ki je v zadnjem letu dal skozi en postopek, čemu se reče adaptacija in rekonstrukcija hiše in sodeloval z arhitekti. Sem zelo vesel, da ste tako sodobni, moderni, da imate lesa veliko, velika okna, od zunaj te odkriti betoni, teraco po tleh, tako zelo trendi ste. Ne? Če bi prišel na infekcijsko kliniko, ne, bi videli, da smo pa mi bolj en tak muzej. Ne? Ja, hipsterski. Mislim, nismo toliko stari, da bi bili spomeniško zavarovani, ne? Ampak v bistvu smo pa toliko stari, da vsakič, ko je orenk, dež pada, pa če še malo veter pihne, pa voda not teče. In v bistvu, če gledamo te sodobne principe zdravljenja infekcijskih bolezni, ne, edina soba z nadtlakom na infekcijski kliniki je predavalnica. Ker je ta nadtlak tako močan, da moraš v bistvu vrata imeti skozi odprta, ker drugače skozi tisti piha in se sploh ne sliši. Torej, jaz imam za nalogo govoriti nekaj o otrocih in cepivih. Otroci so seveda naše največje bogastvo in tukaj ste večinoma mikrobiologi, ne? Ne? Še kakšne, veterinarji? Kaj še? Biokemija? Ok. V glavnem, nekaj bo o sladkarijah. Ne vem, koliko mikrobiologi, vi ne vidite v bistvu tega, s čimer se ukvarjate, ne? In jaz tudi dejansko najlažje si bakterije predstavljam kot bombone, ne? Inkapsulirane bakterije kot M&M-i, pa Smarty. Ne? Kaj so meningokoki? Meningokoki so rdeči M&M-i. Ne? Pneumokoki so modri M&M-i. Ne? Hemofilusi so rdeči M&M-i, ki so jih slabo naredili, ne? Niso lepo okrogli, so malo deformirani, jih pol že v tovarni nadzorniki kontrole pojejo. Imajo zato pač visok body mass index. V glavnem, govorili bomo o cepljenju pri otrocih. Tole je v bistvu, cepljenje je sestavni del preventivnega zdravstvenega varstva otrok in poglejte, koliko pregledov sistematskih se opravi v otroštvu in koliko dela imajo ljudje, ki se s tem ukvarjajo. Vsakega otroka, ki se rodi v Sloveniji, pač že v porodnišnici pogledajo in vse, kar je rdeče, so obiski, kjer pride tudi do cepljenja. Seveda, tukaj v porodnišnici cepijo v bistvu samo otroke, ki so rojeni HBS antigen pozitivnim materam in otroke cepijo proti tuberkulozi, če prihajajo njihove družine iz okolij, kjer je tuberkuloza endemična. Rutinsko se otroci proti tuberkulozi v Sloveniji ne cepijo. Seveda, potem dojenčki, predšolski otroci, imaš pa v bistvu preventivne preglede že torej pri 1 mesecu, pri 3, 6, 9, 12, 18 mesecih, potem pri 3 letih, kjer otroka pogleda še psiholog in tole niso legopedi, ampak logopedi. V glavnem, pogledajte, pri 3 mesecih, torej tukaj so vse, še tlele vmes je še en obisk, kjer se ga cepi, skratka 3 cepljenja v 1. letu, potem ob 12 mesecih, pri letu in pol in pri 5 letih. Potem pa seveda otroci se cepijo še pred vstopom v šolo, to cepljenje se potem zaključi v 1. razredu, v 3. je spet eno cepljenje, nekaj še v 6. za dekleta in pa v 3. letniku gimnazije. Če ne greste študirati, vas še pri 18 cepijo. V glavnem imate pa še potem preventivne preglede v 1. in 3. letniku študija. Tole je koledar cepljenja v Sloveniji. Spodaj imate razlago kratic. V glavnem cepi se proti davici, tetanusu, oslovskemu kašlju, zacelularnim cepivom, to je inaktivirano cepivo proti otroški paralizi in hemofilus influence tipa B. Konjugirano pnevmokokno cepivo je v poševnem fontu, zato ker je neobvezno. Tole so neobvezna in HPV, ostalo je železni program, se pravi to, kar je kakor obvezno. Vidite, da imate v 1. letu 3 odmerke
teh osnovnih bolezni, potem imate pri enem letu ošpice, mumps, rdečke, potem imate revakcinacijo pri letu in pol, potem se pa pred vstopom v šolo cepijo otroci proti hepatitisu B, še revakcinacija MMR. Pri 8 letih smo dodali noter še revakcinacijo zaradi oslovskega kašlja, ker ta zaščita od tega prvega oziroma drugega leta potem s časoma upade in so se lahko v šolski dobi začeli spet incidenca oslovskega kašlja večati, HPV in pa zaščita proti davici in tetanusu. To je pač, kar je v železnem programu. Seveda, pri otrocih se uporabljajo v Sloveniji še druga cepiva. Imate za otroke, ki so prezgodaj rojeni oziroma so rojeni z kakšno prirojeno cianotično srčno napako ali da imajo kronično bolezen pljuč. To je v bistvu pasivna imunizacija z RSV specifičnimi monoklonskimi protitelesi, ki se dajo enkrat mesečno v sezoni RSV okužb, tem najbolj ogroženim otrokom. Ena viala tega stane 1000 evrov in je v najboljših letih, približno nekaj čez 200-250 otrok letno dobi to zaščito in je to včasih v najboljših letih, mislim, da tretjino cepilnega budžeta odnese. Tuberkulozo, sem že rekel, se cepi v bistvu samo tiste, ki so iz posebnih okolij. Rota, obstajata 2 cepivi in dejansko se cepi približno, v najboljših letih se je približno četrtina otrok cepila. Cepivo je učinkovito, ampak ga je treba pač plačati. O gripi bom povedal potem nekaj več. Proti noricam se praktično 200-300 ljudi letno cepi. Klopni meningoencefalitis je v zadnjih letih, glede tudi na kampanje, ki so bile narejene, pa ozaveščenost, so se začeli ljudje malo bolj cepiti in dejansko tudi malo opažamo, da število primerov bolezni se zmanjšuje. Klopni hepatitis A praktično v Sloveniji ni endemičen, imeli smo posamezne primere, ampak to je bolj v bistvu taka spotovalno medicino. Seveda steklina, če boste šli veterino študirati, če imate veliko opravka z živalmi, je to smiselno narediti. Rumena mrzlica je pa cepivo, predvsem potovalno. No, tole je v bistvu ključen dias mojega današnjega izlaganja. Namreč, to je v bistvu en tak pregled cepiv, ki so v Sloveniji, od kdaj cepimo, ali je bolezen v bistvu prisotna, kakšna je precepljenost in pa predvsem kakšna je učinkovitost cepiva. In nekako, for simplicity sake, več plusov pomeni več. V glavnem, če gremo po vrsti, tuberkulozo smo cepili v bistvu vse od leta 1946 do 2005, torej bolezen je prisotna, ampak ne v kakšnem velikem številu in precepljenost je temu primerno tudi relativno slaba. Cepivo ščiti praktično samo pred tuberkuloznim meningitisom. Pred v bistvu temi pljučnimi oblikami ne ščiti. Kar pa je zanimivo, da v državah, kjer so ukinili to cepljenje proti tuberkulozi, opažajo večje število primerov okužb z netuberkuloznimi mikobakterijami. To so v bistvu sorodniki bacila tuberkuloze, ki živijo v akvarijih, kot je Mycobacterium marinum recimo, ali pa Mycobacterium avium, skratka, so in to dela pa v bistvu take granulomatozne vnetja bezgavk, predvsem pri predšolskih otrocih. Davica je v bistvu zadnji primer v Sloveniji bil leta 1967. Torej, to je leto zatem, ko sem se jaz rodil. Edina slika primera davice mi jo je poslala kolegica, ki je vodja otroške infektologije v Latviji, v Rigi, kjer so pač po razpadu Sovjetske zveze in je tudi imunizacijski program oziroma organizacija tega sistema šla in so dejansko potem imeli primere davice. Precepljenost v Sloveniji je dobra in učinkovitost cepiva odlična. Tetanus cepimo od leta 1951, bolezen seveda, torej spore so povsod prisotne, precepljenost je relativno dobra, učinkovitost tudi, v glavnem imamo pa vsako leto nekaj primerov bolnikov s tetanusom, ampak to so starejši ljudje, ki niso bili cepljeni in so pač ponavadi kakšni kmečki, se kaj s traktorjem prevrnil, no, pol je pa se začel malo čudno smejati. Oslovski kašelj smo začeli leta 1959, 2003 smo prešli na acelularno cepivo, ki je nekoliko manj učinkovito, zato so tukaj samo 3 plusi. Bolezen gre v takih valovih, tudi do 500 primerov letno prijavljenih. Tukaj treba vedeti, da v bistvu oslovski kašelj je problem predvsem za te male
za dojenčke, za prve mesece življenja. Seveda lahko imate pa oslovski kašelj, če kašljate v napadih več kot 14 dni, pa ste stari toliko, kot ste vi, a ne, pa malo kadite, pa si mislite, no, se mogoče je pa to od kajenja, imate pa oslovca. Otroška paraliza, zadnja epidemija je bila leta 1957, takrat je bila tudi zgrajena infekcijska klinika, se pravi ta spomeniško nezaščiten del. Takrat so bolniki ležali v uni telovadnici na Taboru. Tisti, ki niso bili toliko bolni, so tam ležali, ne? Medtem, ki oni, ki so bili pa res bolni, so ležali, pa imate tudi, če boste prišli kdaj k nam, imamo ta železna pljuča, so tako not, to je bilo za klaustrofobične, je bilo super, ne? Sam se itak se nisi mogel premikati, tako da se je vse v glavi dogajalo. 2003 smo z oralnega polio cepiva prešli na inaktivirano polio vakcino. Hemofilus influence tipa B, enkapsulirana bakterija, tista, ki jo pojejo kontrolorji v fabriki. Jaz sem seveda že pred tem začel delati in v svoji poklicni poti srečal precej otrok z hemofilusnimi okužbami. Najbolj grozna oblika je hemofilusni meningitis. Tam smo imeli vsako leto 10 do 15 otrok, kakšni so tudi umrli, oslepeli, oglušeli, ostali v bistvu trajno nevrološko okvarjeni. Od leta 2000 teh bolezni pri otrocih vidimo več ne. Precepljenost je dobra, učinkovitost odlična in to je v bistvu ta hip cepivo je bil prototip tudi za pnevmokokno cepivo. Skratka, to je najbrž so vam že včeraj o protibakterijskih, ne, ki so vam povedali, da v bistvu polisaharid je bolj en grtic, to boste zdaj cenzurirali, pičkin dim od antigena, ne. Ampak če ga vežete pa na nosilno beljakovino, ne, proteini so pa dobri antigeni in jih naše telo, naš imunski sistem nekako smatra za resno grožnjo in se potem tudi dobro odzove na tisti prišlepan polisaharid. V glavnem, ošpice cepimo od leta 1968, bolezni recimo od 2000 do 2010 sploh nismo imeli, potem so začeli pa uvažati. Primere in 2014-15 je bil en izbruh bolezni, ki smo ga pa v bistvu uspeli zamejiti, je bil pa to kar precejšen stres za zdravstveno službo. Mumps je dobra precepljenost, tudi rdečke, praktično teh bolezni nimamo. Hepatitis B v Sloveniji pri otrocih ni prisoten, precepljenost je dobra in učinkovitost cepiva tudi. HPV smo uvedli leta 2009, cepivo je učinkovito, to je treba vedeti, je pa precepljenost slaba, bom pokazal kakšna. Rota se od leta 2008, torej to so v bistvu naši glavni odjemalci naših uslug, se pravi otroci hodijo na infuzijo, bruhajo. Redko kdaj se zadeva tudi zaplete, imajo kakšne nevrološke težave, ampak tule bi se dali s cepljenjem marsikaj narediti. Pnevmokok imamo od leta cepivo že od leta 2003, od 2015 je to v cepilnem programu, vendar boste videli, kako se starši dobro udeležujejo teh cepljenj. V glavnem, precepljenost je slaba, učinkovitost cepiva je pa dobra. Norice, vidite tudi, to je najpogosteje prijavljena nalezljiva bolezen. Letno tam nekje okrog od 10 do 15-16 tisoč primerov bolezni je prijavljenih in tudi relativno malo underreportinga, tam okoli 80% primerov bolezni je prijavljenih. Skratka, bolezen je zelo pogosta, to dobite vsi do 30. leta, boljš, čim mlajši, ker če ste enkrat že toliko stari, bo težka. Precepljenost slaba, 300 ljudi letno se cepi, učinkovitost je pa dobra. Klopni, seveda, bolezen je prisotna, mi smo v bistvu ena od regij z najvišjo incidenco. Precepljenost je kar dobra, učinkovitost cepiva je pa v bistvu odlična. Avstrijci imajo recimo cepljenje 80% populacije, seveda jih 10 milijonov jih je, oni imajo letno neprimerno manj bolnikov s klopnim encefalitisom kot Slovenija, ki je po številu prebivalstva 4-krat manjša. No, tole podatki so o precepljenosti otrok proti davicu, tetanusu, oslovskemu kašlju in PV-hib. Se pravi, to je prvo leto, kolikšen delež obveznikov za cepljenje je bil cepljen. Poglejte, te deleži so kar dobri. Tam nekje 95%, vidite Ljubljana, ne?
je najslabša. Ne? Tam je več intelektualcev. Ne? Ošpice, srdečke, seveda tukaj ljudje še bolj berejo, še bolj razmišljajo, še bolj grejo na internet po kakšne podatke. In lejte, Ljubljana, smo že pod 90%. To je v bistvu že, to je slabo. Če bi bil v kakšni desni politični stranki, bi rekel, to bo treba interpelirati ministrico za zdravje. No in če gledate, to so vse obvezna cepila. Če gledamo pa zdaj ob bok temu, kar sem pokazal, zdaj damo pnevmokoka. Even better. Še en dodaten razlog za interpelacijo. Poglejte, spet, mal je zamaknen, ampak če vidite Ljubljana, tam nekje, 50%, glejte, tlele, katastrofa, Štorci. Pa imam tam par kolegov, ki so zelo dobri pediatri, po moje vse pocepijo. Se pravi, uni imajo 100%, eni imajo pa malo slabše. Evo, to je pa HPV. Precepljenost. To je od leta, od 2010 do 2015. Se pravi, kako je bilo na začetku, je bilo kar dobro. Na začetku je bilo kar dobro. Tlele v Gorici so sem si ga izklopil. A slište? Ja. Ok. Bom ga še sem za foro. V glavnem, začel se je v bistvu tlele, recimo, vidite, oni so šli slabo posel, pa malo popravili, ampak v glavnem večinoma pada, HPV. To je zame samo en razlog, da presejalnega programa teh brisov, ki jih ginekologi ženskam delajo, absolutno ne smemo opustiti. Ker je tako slaba precepljenost, da dejansko je še vedno cost efficient, da pač iščemo še vedno te prekancerozne spremembe, ki jih HPV povzroča. No, kakšno je zaupanje staršev v cepljenje? Mi smo pred 15 leti študijo naredili o zaupanju staršev v cepljenje. Na enem zelo velikem vzorcu, 1400 staršev, ki so v bistvu otroke pripeljali na sistematski pregled v različnih starostih in smo jim postavili tak vprašalnik, kjer smo spraševali, kakšne so njihove izkušnje o cepljenju, in smo potem tudi nekako njihovo, v bistvu, kakšno je njihovo mnenje o cepljenju, kakšno je zaupanje v samo cepljenje. In dobili smo v bistvu kar dober response rate. V glavnem vidite, da so imeli, če so imeli otroci že kdaj kakšno reakcijo po cepljenju. To je čisto tako splošno. Torej, nobene reakcije, dobra polovica, dobra tretjina lokalna reakcija, pa niso šli k zdravniku, vidite, samo 3% so obiskali zdravnika in manj kot odstotek je šel v bolnišnico. No in potem smo jih spraševali, kaj menijo, kakšno je zaupanje staršev. In to so bile 4 trditve, ki so jih imeli na izbiro in večina, več kot 3/4 je rekla, da je to koristno in nujno potrebno. Vidite, kako malo jih je bilo prepričanih, da ni koristno, ni potrebno ali celo škodljivo. In 70% je bilo mnenja, da je prav, da cepljenje obvezno je, 1/4 je rekla, no, doktor naj o tem odloči. In potem smo rekli, kaj pa, če cepljenje ne bi bilo obvezno? Jih je v bistvu dobra polovica rekla, mi bi pa v vsakem primeru cepili. Vidite, 40% je pa rekel, ja, kakor bi doktor rekel. In samo manj kot 2% zagotovo je rekel, ne, pa ne bi cepil. In zdaj, če je bilo cepljenje neobvezno, kaj bi cepil, seveda na vrhu je bila otroška paraliza. Zdaj, to je pa percepcija, bolezni. Otroške paralize pri nas nimamo. Dobro, zdaj, če bo štala v Siriji, pa bojo oni prišli, se zna lahko kaj spet zgoditi. Ampak v glavnem na dnu te lestvice nekih pomembnih bolezni so bile rdečke in ošpice. Potem, ali naj grejo otroci, ki niso cepljeni, lahko v šolo oziroma v vrtec.
Tle je bilo tako, pol oziroma odločitev zdravnika. Ne? Mi se pa v bistvu nekako imamo, to ne je kar šola pa vrtec pove. Ne? V bistvu se boste Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za šolstvo in izobraževanje se boste te odločitev podajali. Ker pri nas v bistvu ne komplicirajo, ne? Ampak seveda, če greste pa v Ameriko, tam pa komplicirajo. Ja. Ali ste dobili dovolj informacij o cepljenju? V glavnem 3/4 je dobilo dovolj informacij in večina pri svojem pediatru. In dejansko, ko smo jih spraševali, komu najbolj zaupajo pri odločitvi o cepljenju, velika večina je bila otrokovemu pediatru oziroma tudi zdravniku. Doktorje zaupajo, ena majhna količina, takrat seveda internet še ni bil tako popularen, ni bilo Facebooka, Twitterja ni bilo, skratka, to je vse treba v nekem časovnem kontekstu vrednotiti, to ni današnji prerez stanja. Ampak, če govorimo o zaupanju zdravnikom, ne, je pa zdaj treba vedeti, koliko smo pa zdravniki prepričani, da je cepljenje učinkovito. Ne. A veste, to je pa graf, ki prikazuje cepljenje proti gripi v Sloveniji, ne, in vidite nek trend. Ne? Število cepljenih je bilo tam 2,6-2,7, ja, potem pa pada. In če gledate, ne, tole so deleži cepljenih, recimo pri otrocih, ne, delež cepljenih je 0,1, se pravi 1 promil. Ne. Tudi recimo šolski otroci, 3 promile. Ne. Tole je v bistvu starostna skupina, ki sem jaz ravno kar zapustil. Poglejte, manj kot 2%. No in jaz sem zdaj v tej, jaz v bistvu zdaj tvorim teh slabe 4%, ne? Ko se pa enkrat vpišete na univerzo za 3. življenjsko obdobje in ko gripa res postane problem, ne? Poglejte, tole je slovenska realnost, ne? Nekako, če bi bili mi Nizozemci, ne, bi imeli lih takole lepo pač ustanovo, ampak seveda nad 65 bi bilo 75 ali pa še več odstotkov populacije precepljene. No, ampak zakaj govorim? Zdravstveni delavci so tlele, lejte. Dobro, malo zdravstvenih delavcev je. To so na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje naredili tabelo. Lejte, 3870 zdravstvenih delavcev se je cepilo. To so in doktorji, in sestre, in strežnice, in vsi, ne vem, če tudi zdravstveno administracijo, ne. To je zelo malo. Zelo malo, ker je po moje 5000 zdravstvenih delavcev samo v UKC-ju zaposlenih. No, ampak lejte, to je pa za lani, sveži podatki. Lejte, s 3870 smo šli na 2876, torej še boljš. Kako naj ti zaupaš nekomu, kaj misliš, da je za tvojega otroka, kaj je za tvojega otroka najboljš, če so pa te taki hinavci in se nočijo cepiti. Ne? In tle je v bistvu zakaj neki, ker ne, to je mentalni sklop povprečnega Slovenca. To, ker smo enega imeli z malarijo, ne, in ga vprašali, ki je bil pač v Afriki, pa ni jedel profilakse. Ne. Pa smo rekli, pa so vam priporočili, da bi jedel to zdravilo. Ja, pa je bila punca z blano, pa je rekla, ona je želela parkati tam, pa ni jedla, pa nič ni bilo. Ne. Tako, ja, gledajte, zdaj pa prav, ja, če bi bilo učinkovito, bi bilo obvezno. Prav, če je učinkovito, če vi mislite, da je učinkovito, doktor pa reče, to je obvezno in konc, ne pa priporočamo. Ne. Ampak seveda današnji diskurs je, priporočamo tudi pnevmokokno in HPV cepivo je v bistvu priporočeno in temu primerno se človeški uporabnik preventivnih zdravstvenih storitev na to odzove. No, najbolj se govori o cepljenju v zvezi z neželenimi učinki in seveda vsako cepljenje, tudi proti gripi, jaz vsako leto, ko se cepim proti gripi in se cepim pač v ramo, se seveda tisti dan, ko sem bil cepljen, ne bom takole naslonil na steno, ne? Ker me bo bolelo. Ne? Ker seveda, vse vam je že profesor Štrukelj včeraj najbrž govoril, kako so cepiva sestavljena, imate adjuvanse noter, skratka neke take viagrice za naš ostarel imunski sistem. Ker tudi imunosenescenca je pojem, to ni šala, to obstaja. V glavnem, in seveda vsak
neželen učinek, še posebej, če je resen, ga je treba raziskati. Zato, ker je treba se potem odločiti, to so otroci, ki so stari leto, 2 in jih cepljenje še čaka. Ne? In je treba v bistvu oceniti, ali je ta neželen učinek pridružen cepljenju bil toliko pomemben, da boste odsvetovali nadaljnje cepljenje, ali boste pa rekli, ok, se to je pa še nekaj tazga, kar se splača vzeti za zakup, ker zaščita pred boleznijo je pa bolj pomembna. In jih je treba tudi sporočati, te neželene učinke, in jih je treba seveda raziskati. Predvsem iskati alternativne razlage, zakaj do tega pride. Se pravi, da otrok dobi vročino po cepljenju, najpogosteje dokažemo kakšno drugo virusno okužbo. Zadnjič je prejšnjo sezono, zimsko, cel razred je šel na cepljenje in so jih je 30% zboleli z vročino. In en otrok je prišel k nam, seveda, kaj smo dokazali? Gripo. Kaj pa še, katera druga virusna okužba pa še pol razreda položi naenkrat v posteljo? Gripa je taka. Ne? Seveda, lahko smo rekli, to je bila samo časovna zveza, ne pa vzročna zveza in lepo nadaljujte s tem cepljenjem, ker nima veze. In seveda poročati moramo, to je zdravnikova v bistvu obveznost, to nam zakon o zdravilih nalaga in vsak zdravnik mora. To je pač direkt citat iz zakona in ta pasivni sistem imamo že od leta 60 in to se Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje v tem obrazcu sporoča in oni to analizirajo. In poglejte, tle imate v bistvu število, koliko prijav letno dobijo in tole je pa v bistvu število izdanih odmerkov cepiv. Vidite, več kot 500 000 odmerkov cepiv letno in 406 prijav. V glavnem gre za lokalne in splošne, ali pa samo splošne. Teh lokalnih jih je bistveno več, samo ne grejo starši k zdravniku. Če se spomnite tistega odgovora iz naše ankete, je to logično. Tisti, ki so pa bolj bolni, pridejo pa iz zdravnika ali da jih pa pol še naprej pošlje. V glavnem vidite, da to so po posameznih letih, imate lokalne bolečine, rdečina, oteklina, pač to so vse znaki vnetja. In če veste, da so v cepivu določeni adjuvansi, jaz ponavadi rečem staršev, saj imel lokalno reakcijo, seveda, hvala Bogu, da jo je imel, to pomeni, da je njegov imunski sistem se na nek način odzval. Jaz si ne bi želel imeti cepiva, ker ne bi vedel, ali sem bil cepljen ali ne. Pa si moraš titre gledati. V glavnem temperatura, seveda pogosto. Kaj je meni tlele najbolj pomembno? Poglejte, neka resna anafilaktična reakcija. V 5 letih je v Sloveniji po cepljenju, se pravi, vsako leto več kot 500 000 izdanih doz cepiva, ni bilo, se pravi, krat 6, 3 milijone odmerkov nobene težke alergijske reakcije po cepljenju. Tole je trenutno stanje. Imamo vedno obsežnejši program, nova cepiva niso več obvezna in seveda, tako kakor jamrajo kolegi na primarnem nivoju, še vedno več je ljudi, ki svojih otrok noče cepiti. Moram reči, da vedno pogosteje tudi mi se na kliniki srečujemo z otroki, tudi zdaj v ponedeljek sem bil dežuren otrok s pljučnico, tako klasično lobarno pljučnico, je bil, v bistvu bi bil lahko tudi proti pnevmokoku cepljen, pa ni bil še niti proti hemofilusu. Skratka, tazga otroka izkustveno zdraviš pljučnico širše spektralno kot nekoga, ki je cepljen proti hemofilusu influence tipa B. Tam že pojemo oksinsko-klavulansko kislino. Če sumo na pnevmokok na pljučnico v Sloveniji, rezistenca pnevmokokov ni problem, penicilin pojem. Seveda, inšpekcija tudi noče več kaznovati staršev in precepljenost dejansko se zmanjšuje. Ministrstvo pripravlja nov zakon, zelo dolgo že. In seveda medijska podoba cepljenja, saj veste, mediji funkcionirajo na nekem uravnoteženem poročaju. Imate v bistvu nekoga, ki govori, kako je cepivo dobro in imate nekoga, ki govori, kako je cepivo bed. In tle je Arjan Pregl imel enkrat v Dnevniku super eno kolumno, ki je rekel, vidite, dobite nekega jedrskega fizika, ki govori v bistvu, kako tam, in pa imate nekoga, enega čevljarja, ki se ljubiteljsko tudi malo s tem ukvarja in reče, kako je to bullshit. Seveda in oba dva dobita enak medijski prostor. Poleg tega so te, ki so v bistvu proti temu nekemu obveznemu, represivnemu, so bolj tako v očeh javnosti, wow, super,
se borijo. In seveda tudi odgovorne, ki skrbijo za izvajanje cepljenja, je na nek način povozil čas oziroma te bolj sodobni načini komunikacije. Tako da, to so tudi moje izkušnje. Imate v bistvu te kategorije staršev glede odnosa do cepljenja. Imate take, ki rečejo, ok, to je cool, sprejemamo, pa ima une, sprejemamo, ampak smo previdni, tako, to je zdaj stopnja skepse. In imate v bistvu, pa bi še malo počakali, pa ne vem, tako, eni so pa ne, mi ne bomo cepili, mi smo naravna imunost, mi bomo, bo tetanus po naravni poti, bomo sicer, v Lidlu je apaurin, plačaš 1 kilo, dobiš 2 kili in boli dosti za tole. Tele 3 kategorije so nekako najbolj. In zdaj, v bistvu, za nas imamo 3 možnosti. Ali jih prepričaš, da si premisliš, da si bojo premislili, ali ignorirati in rečeš, ok, we don't bring that subject up at all. Ali pa rečete, lejte, če se vi v bistvu ne boste cepili, si najdete pa enega drugega. In tole je pač en ameriški doktor, ki je napisal, se vidite, credit cards, accepted, ampak prav, we do not accept patients who do not want to be immunized. Zdaj, prepričati. Strokovni argumenti so suhoparni. Če boste vi 100-krat rekli, cepljenje ne povzroča avtizma, bo recall, samo cepljenje avtizem. In dejansko je to zelo na enostaven in razumljiv način težko predstaviti. Scientific evidence je boring. Seveda, neželeni učinki pa so, ampak so what? A veste, zdaj, če vam morali avto prodati, pa bi morali videti, imate možnost, da boste pred uporabo avtomobila se posvetujete z zdravnikom, farmacevtom, lahko imate totalko. Seveda, so tudi procenti, koliko pogosto vam bo avto, vam bo crknil, koliko pogosto vam bo nekdo na nasprotnem po istem pasu nasprotno pelil, skratka, vse to bi vam morali tudi v bistvu pojasniti, ko kupujete avto. Seveda, in ljudi je veliko bolj strah dan današnji, ker so večina teh bolezni je izzvenela, zato pa infekcijska klinika se ni obnavljala, ker so nam rekli, saj vi pa ne rabite nove klinike, saj je vse pocepljen, in itak vas bojo ukinili. In podobno je tudi v drugih državah, kjer imajo infekcijske oddelke. Najbolj v bistvu tako, vedno pediatrična klinika, nova, tudi tako, prani beton, vidni betoni, stekla in to. Kaj pa je tamle baraka? To je pa infekcijska. Ampak če gledate, Dr. House, a ste gledali House-a, tam je samo infektološka tematika. Samo kužbe, samo vsem so dali steroide, pa šli so dan pogledati, kva imajo v hladilniku. Skratka, najbolj prepričljiva je osebna izkušnja in seveda ni treba težiti. Najbolje je dati čas za premislek. Jaz imam sicer opravka s temi otroki, ki so nekakšne težke okužbe ali pa presaditve krvotvornih matičnih celic, to vam bo profesor Tomaž zelo vse izčrpno povedal, imunokompromitirani, ker ta populacija narašča in teh pa tudi ne moreš za vse cepati. In oni, recimo z živimi cepivi, če je huda imunska pomanjkljivost, predvsem celična, ga ne moreš cepiti z živim cepivom. In te se zanašajo na to, da je cela okolica precepljena in da virus ne kroži. In teh par procentov necepljenih morajo biti te, ki so risk, ne pa oni intelektualci. By the way, jaz zadnjih par avtistov, ki sem jih videl na kliniki, so bili stari 5 let in niso nič bili cepljeni. Prišli so pa zato k nam, ker so se seveda poškodovali in so rabili zaščito proti tetanusu. Lahko ignorirate, seveda lahko komunicirate s starši, pa ne govorite o tem. In pač preostalo vse funkcionira dobro. Seveda te pa skozi žre, zdaj, če ti ne zaupajo glede cepljenja, a ti bojo glede ostalega, ti mu napišeš antibiotik, se ne veš, ga bojo dajali. In seveda, to, kar sem že prej rekel, če otrok ni cepljen, je v primeru okužbe bistveno drugače obravnava gre. Ker je spekter možnih povzročiteljev bistveno večji. In seveda lahko jih pa rečeš, pa pejte. Kar je pa seveda za nekoga, ki je vseeno zavezan primarno, to ni služba. Naš poklic ni služba, to je pač poklic. Ti
pač kadarkoli te pokličejo, boš ali po telefonu odgovoril, ali boš šel, pa boš pomagal, ali kakorkoli. In to je nekako skregan z neko osnovno premiso našega. Ampak vseeno, lahko si v Sloveniji sam izbereš zdravnika, pač sej ponavadi pol te grejo k nekomu, ki jim ne teži zaradi tega. Ne? Za veterinarije, ne? It's very simple sometimes. Ne? To, če poznate konjska medicina, to je Gary Larson, meni najljubši kartunist, ki pa že po moje 15 let ne ustvarja več, ampak tudi ta prvi Vaccination Man in tole je, v bistvu, to so nadčasovne šale, to si poglejte. In zdaj pridem do zadnjega, do temeljnega odgovora na vprašanje, kako izboljšati precepljenost. Mislim, da ne, da je odgovor zelo preprost. Imel sem nekaj scenarij, kako med zdravstvenimi delavci, torej kako bi pri nas na kliniki izboljšali, ne? Da bi v bistvu poznate te pivske igre. Ne, ki je na pesemca, ne, ki rečeš, ne, Jani stara kljuka, pice ga ne upa, mi pa ponavadi. In da ste v bistvu tistega, ki je najbolj dvomi o cepljenju, takoj zraven vas. Se pravi, da on bo v bistvu večkrat, ne, ta zadnji se pa pol cep, ne. In pa seveda, ko pride na njega vrsta, ne, je on že spil 10 štamprlov šnopsa, reče, da ga še meni. Ampak to je učinkovit ukrep samo v zdravstvenih ustanovah. Jaz vam ponujam en možen odgovor, kako izboljšati precepljenost v Sloveniji.